Torej, vsem prav lep pozdrav. Na današnji seji Komisije za nadzor varnostno-obveščevalnih služb smo obravnavali temo uničenja dokazov zbranih s posebnimi metodami in sredstvi v postopku glede suma kaznivega dejanja, spolne zlorabe in zlorabe položaja zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Tam, kot veste, je bil zamujen s strani tožilstva zakonsko določen 2-letni rok za vložitev zahteve, bodisi obvestila, bodisi same obtožbe v tej zadevi, in zaradi tega je sodišče odredilo in kasneje višje sodišče potrdilo, torej zadeva pravnomočna, izločitev vseh dokazov uporabljenih s posebnimi metodami in sredstvi ter njihovo uničenje. Kasneje je prišlo še do tega, da je s pritožbo še sama oseba, ki je bila zajeta v tem dejanju, zahtevala izložitev še zadnjega pričanja, kar praktično pomeni, da je jasno, kakšna bo usoda dokončna te obtožbe. Se pravi, pravnega postopka ne bo, niti ne bo kakršnekoli odgovornosti za kaznivo dejanje. Pravna šlamastika, ki jo pomeni zamujen rok in pa uničenje dokaznega materiala, zbranega s posebnimi metodami in sredstvi zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, bi v normalni pravni državi zanesljivo odnesla pravosodnega ministra, saj bi prišlo do uveljavljanja objektivne odgovornosti za sistem, ki očitno ne deluje tako, kot je treba. Zaradi tega smo zahtevali, da nam tožilstvo in pa ministrstvo samo posreduje podatke, koliko je še takih zadev in pa kako so ukrepali oziroma bodo ukrepali, da do česa podobnega ne bi nikoli več prišlo. No, ugotovitve so pa zelo zanimive. To je namreč, da po eni strani to ni bil prvi tak primer. Takih primerov je bilo v preteklosti po doslej zbranih podatkih, ki pa niso dokončni, zaradi tega tudi, če mi nismo dokončnih sklepov danes niti sprejemali, 19. Se pravi, 19 je bilo takih primerov v minulih letih, odkar velja sedaj veljavni zakon v tem delu. Ko so uničili podatke, mislite? Ne, ravno za to gre. 19 zbranih primerov, ki pa so bili vsi končani nasprotno kot primer ljubljanskega župana Zorana Jankovića. To je tisto, kar najbolj bode v oči. V 2 primerih je že celo odločalo tudi višje sodišče o pritožbah zagovornikov, ki so zahtevali izločitev takih dokazov, vendar je v obeh takih primerih bila odločitev doslej popolnoma nasprotna. Zavrnjene so bile zahteve za izločitev oziroma uničenje teh dokazov. V primeru Zorana Jankovića pa je prvič v zgodovini prišlo do popolnoma nasprotne odločitve. Do ugoditve zahteve za izločitev dokazov zbranih s posebnimi metodami in sredstvi in do njihovega uničenja, kar je potem potrdilo tudi višje sodišče in s tem je zadeva postala pravnomočna. Kako je to mogoče, da se ravno v primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića ravna drugače, kot je bila doslej ne samo pravna, ampak tudi sodna praksa, celo praksa na višjem sodišču, je najbrž vsakomur jasno. Glede na to, da ni bila še dana ustrezna obrazložitev, ker postopek pravno-formalno še ni zaključen, prisotni predstavniki ne ministrstva, ne tožilstva tega niso hoteli komentirati, vsekakor pa bo izjemno zanimivo prebrati to obrazložitev glede na 2 predhodna primera, pazite 2, ki sta bila oba v povsem nasprotni smeri kot za ljubljanskega župana. Kakšna bo tukaj obrazložitev, me res zanima, a bo se glasila glede na funkcijo in ime in priimek ali kako, ampak vsekakor bo to precedens, ki bo izjemno zanimiv z vidika enakosti pred zakonom. To pa je ustavna kategorija, ne? Kajti ustava določa, da smo pred zakonom vsi enaki in potem bi jaz podčrtal tudi ljubljanski župan. Je eden od teh drugih primerov, primer Kangler? Vseh ostalih primerov nismo na sami seji posebej obravnavali, vsi so bili javni, te presoje so znane, so tudi navedene v gradivih, tako da se lahko o tem sami prepričate. Vsekakor se je pa pri tem izkazalo še nekaj drugih pomanjkljivosti, ki so tudi sistemske narave. Namreč po eni strani, da v tožilstvu imajo elektronsko vodenje že od leta 2011, to je bila takrat naša vlada, imajo sistem elektronskega vodenja podatkov,
ampak ne boste verjeli, da ravno zato pa ne vodijo posebne rubrike, tako da neposreden takojšen nadzor in torej tudi ukrepanje, recimo generalnega državnega tožilca v teh primerih sploh ni možno. Tudi zaradi tega nismo mogli pridobiti dokončnih podatkov, ker seveda to pomeni, da morajo vsak spis praktično zdaj pregledati ročno. Oni so pač po najboljših močeh nekaj že storili, ampak zato govorimo o teh 19 primerih, to je njihov podatek, vendar so sami hkrati povedali, da je še precej odprtih dosjejev, ki jih še niso pregledali podrobno in da zaradi tega smo potem tudi zahtevali, da nas dokončno seznanijo takrat, ko bo seveda čim prej vse to pripravljeno in da se bomo takrat šele dokončno odločali. Zagotovo bodo šle naše odločitve v smeri zahteve za vzpostavitev zakonitosti in pa seveda tudi ustrezno odgovornost, to je jasno. Tisto, kar pa je bilo danes povsem enotno, pa je, da pričakujemo in to takoj, da vzpostavijo tudi na tožilstvu sistem nadzora, tudi glede teh rokov, tako da bo možno opozarjanje in ukrepanje pač znotraj tožilstva, da se kaj takega ne bi več ponovilo. Zanimivo je, da je ob tem opozarjalo pravzaprav državni sekretar, ki je bil prisoten z Ministrstva za pravosodje, da so še nekatere pravne dileme, tudi v zvezi recimo s pridobivanjem teh podatkov iz tujine in njihovo uporabo, vendarle smo potem postavili preprosto vprašanje. Če se sami zavedate, da je tu lahko prostor za neko pravno dilemo, ustavna norma pa je določna zakonodaje, zakaj potem ministrstvo ne predlaga ustreznih zakonov. Na to pravzaprav nismo dobili odgovora. Edino, kar je dejstvo, je, da bomo jutri tudi že o pač predlogu za neko tolmačenje, obvezno tolmačenje zakona na tem področju zjutraj že odločali. Seveda pa to za nazaj stvari ne bo rešilo. Treba je vedeti, da pravnomočna odločba o uničenju in izločenju podatkov pomeni, da so v tem delu stvari nepovratne, da je torej pač dejansko škoda pravo kot v smislu pravičnosti že storjena, kajti tudi morebitna uporaba posebnih pač pravnih sredstev, ki omogočajo pritožbo na Vrhovno sodišče, seveda šele potem, ko bo tukaj ustrezna obrazložitev in dokončno zaključen postopek, ne pomeni, da bi lahko te stvari povrnili v izvorno stanje, seveda, če so uničene. Ne? Se pravi, potem imajo samo še ugotovitveno naravo, storjeno kaznivo dejanje ne bo moglo biti pravnomočno nikoli ugotovljeno, kar pomeni, da se storilec takega dejanja seveda lahko izogne kazni. To pa postavi celo zadevo v zelo čudno luč, v tisto, ki zdaj dostikrat rečemo državljane prve in druge kategorije. Očitno, glede na to, da vse v dosedanjih primerih, dveh primerih celo višje sodišče odločilo, da se takih dokazov ne izloči, da je bilo možno izpeljati kazenski postopek do konca. Samo v primeru Zorana Jankovića pa se ravna popolnoma drugače. To seveda kaže, da z vprašanjem načela enakosti pred ustavo in zakonom v tej državi nekaj hudo narobe. Rekli ste, da boste zahtevali podatke o tem, koliko je še teh primerov, kaj točno to pomeni? Glede na to, da je bilo v približno 6400 primerih v zadnjih letih uporabljena posebne metode in sredstva, seveda ne vseh enako, tistih po 151. členu, kjer gre za najostrejšo uporabo, je bilo 49, ampak 6400 je kar impresivna številka, je jasno, da to zadeva tudi približno enako število dosjejev. Glede na to pa, kar sem povedal, da ne vodijo ustrezne elektronske evidence, čeprav so ti dosjeji na tožilstvu elektronsko vodeni, samo pač te rubrike iz nam neznanega razloga do zdaj niso imeli. Pričakujemo pa, da bodo to res nemudoma vzpostavili, se to je nobena znanost. To pomeni, da morajo še preostale, poleg tistih, ki so jih že, trdijo sicer, da so jih večino, pregledati ročno, ker pa seveda zahteva kar precej časa. Računajte, da to je zbrano po tožilstvih in da morajo tam zaposleni si vzeti čas in vsak dosje pregledati, ali gre tam za uporabo teh metod, kdaj potečejo roki, ali so že potekli in seveda je bilo vse storjeno skladno z zakonom. Skratka, zahtevate podatke o tem, v kolikih primerih še grozi, da bodo dokazi izločeni?
Seveda, ali pa da se je ta rok očitno že kršilo. Kot rečeno, že ti doslej zbrani podatki kažejo, da je bilo takih primerov v zadnjem obdobju vsaj 19. Ampak kot rečeno, samo v enem in edinem pa je prišlo potem do izločitve in uničenja podatkov, ki ga je s pravnomočnim sklepom potrdilo tudi višje sodišče. To pa je primer Zorana Jankovića, ljubljanskega župana. Čisto za konec, mogoče še informacija. Obveščen smo tudi, da je policija začela preiskavo za tisto objavljen dokument v zadevi Farov Zadeh, ki je bil označen s stopnjo tajnosti interno, pa potem javno objavljen, ki se je dotikal številk, tudi napačnih, če želite, tam je bilo precej napak v tistem dokumentu, se strani policije že letošnjo pomlad. Jaz samo upam, da bodo tako ekspeditivni, tudi ko bo preiskava o celotni milijardi in seveda, da se bo ugotovilo, kdo je dejansko kršil zakon, v katerih členih in pa seveda, da bodo ti ljudje privedeni pred črko zakona. So predvidene kakšne sankcije organov, ki so za to odgovorni, za primer Janković? Vprašali smo posebej, osebno sem vprašal, ali je v katerem koli od teh 19 primerov in seveda še posebej v primeru Zorana Jankovića bila uvedena kakršnakoli odgovornost, ali disciplinska ali neka druga odgovornost. Odgovor je bil enostaven, da ne, pri čemer se sklicujejo ravno na to, da razen v tem prvem primeru in edinem primeru Zorana Jankovića je doslej vedno pač sodišče presodilo drugače, da je dopustna uporaba tudi v tem primeru zbranih podatkov, ne glede na ta rok in seveda torej ni bilo nobenih posebnih pravnih posledic. Tukaj pa je stvar drugačna, zdaj je praktično onemogočeno, da bi se kazenska odgovornost ugotovila in uveljavila. Hvala. Srečno.